No, jaz mislim, da če gremo čisto po tej neki logiki atraktivnosti, ki sicer ni vedno edina relevantna, mislim, da na področju likovne umetnosti je gotovo neka taka izrazito atraktivna stvar sodelovanje State Gallery iz Londona in seveda naše umetnostne galerije. Ambiciozna razstava risbe 20. stoletja je gotovo pravi uvod v novo zgodbo umetnostne galerije prihodnjo jesen. Čeprav so seveda tukaj zelo pomembne tudi druge likovne zadeve, kot so razstava Rebeke Horn, razstava mlajšega francoskega slikarstva. Tukaj je zelo pomembno sodelovanje konceptualnega umetnika Ulaja, ki ima z Mariborom res ambiciozne načrte tudi za prihodnost. In veliko pričakujemo tega predvsem v mednarodnem prostoru. Verjamemo, da bo ta zadeva zelo odmevna. Na področju klasične glasbe je tukaj seveda Festival Maribor, ki se zadnja leta zelo ambiciozno razvija. Tukaj ne nazadnje koncert Iva Pogoreliča in Zagrebške filharmonije. Tukaj je gledališki projekt Oder med nebom in zemljo, ki predvideva 9 atraktivnih predstav, zanimivih predstav, pogosto malo mejnih, spogledujočih se tudi z varietejem, z različnimi zadevami, na primer predstava Konjev iz Versaja, predstava Fausta z velikim številom udeležencev teatra iz Sibija, torej Sibijo je bil prav tako prestolnica kot Maribor in ta predstava je bila pri njih otvoritvena. Tukaj bo seveda domači vrhunci, gotovo bo zelo zanimalo občinstvo, tisti, ki ne boste šli v Zagreb, kaj se dogaja, kakšna je vojna in mir. Tukaj pripravljamo tudi nekatere zgodbe iz neklasične glasbe, kot se temu reče v klasifikaciji. Računamo na vsaj en zelo odmeven rock koncert, s tem, da tukaj še stvari želimo doreči do konca, glede na objavljene datume turnej in s tem tudi cenovno dostopnost. Na področju literature ali pač knjige kot take bi izpostavil že prej omenjeni knjižni sejem in pa projekt 12, kjer bo 12 umetnikov, intelektualcev gostovalo v Mariboru z svojimi vizijami o prihodnosti. Na področju arhitekture pripravljamo projekt skupaj s profesorjem Tomom Kovačem iz Avstralije, kjer bo sodelovalo 10 univerz iz celega sveta z svojimi vizijami Maribora kot mesta prihodnosti. In seveda vsak sklop ima različne, da rečem temu, highlighte, recimo sklop Ključi mesta, gotovo razstava Maribor in Nemci, ob katere bok bi lahko postavili kup drugih razstav, od razstave Pokrajinskega muzeja Evropa, muzej v Evropi, do razstave muzeja NOB Meščanstvo na Slovenskem, do različnih unikatnih zgodb, manjših zgodb, kot je recimo Nakit s podpisom, kjer bo šlo za razstavo 10 najboljših, zanimivih, ne moramo reči najboljših, ampak gotovo zelo zanimivih oblikovalk in oblikovalcev zlata in tako naprej. Tako da teh zgodb je veliko.